Prijazno pozdravljeni, spoštovane gledalke in gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica v naši redni tedenski oddaji Bistriški tednik. Osrednji del tokratne oddaje namenjamo aktualnemu pogovoru z županom, dr. Ivanom Žagarjem. Pogovor z županom občine Slovenska Bistrica, dr. Ivanom Žagarjem. V lokalnih novicah predstavitev dokumentarno igranega filma Preboj in pa martinovanje na Trgu Svobode. V pogovoru z županom dr. Ivanom Žagarjem je beseda tokrat tekla o problematiki zahodne obvoznice po krajinah, investicijah, ki so v teku, pa še o čem. Začniva z izgradnjo zahodne obvoznice. Po zadnjih podatkih je težko pričakovana naložba vendarle umeščena v državni proračun za prihodnji 2 leti. Če ne bo zapletov, bo torej po načrtih obvoznica namenu predana avgusta 2021, je tako? Ja, najprej lep pozdrav. Zdaj, kar zadeva obvoznice, sve treba povedati, da vse postopke vodi v bistvu država, torej direkcija. Res pa je, da je bilo kar nekaj aktivnosti zdaj v zadnjem času, ki so pripeljale do tega, da je tudi po mojih informacijah obvoznica tudi finančno zajeta v proračunu za naslednji 2 leti, tudi kar zadeva postopkov pridobivanja zemljišč in priprave dokumentacije so tako rekoč končani. Jaz pričakujem, da bo vloženo tudi torej zahteva za gradbeno dovoljenje in potem, če se ne bo seveda spet karkoli zapletlo, bi morala biti obvoznica končana, tako kot ste rekli, torej leta 2021. To je seveda izjemno pomembno na eni strani za sam Impol, na drugi strani pa seveda tudi za mesto Slovenska Bistrica iz več vidikov. Če govorim seveda v tem delu, torej iz vidika varnosti, razbremenitve mestnega jedra, tudi ekologije in ne nazadnje sama obvoznica bo omogočila nekatere spremembe, kar se tiče prometa v mesto, pa ne samo torej tega avtomobilskega prometa, ampak tudi kar zadeva kolesarjenja in pa pešhoje. Med aktualnimi infrastrukturnimi naložbami sta v ospredju še 2 investiciji. Obsežna rekonstrukcija kanalizacijskega in vodovodnega sistema v Tomšičevi ulici se po začetnih težavah vendarle končuje. Kako pa kaže s finalizacijo kanalizacije na Zgornji Poskavi? Ja, zdaj, jaz verjamem, da bo Tomšičeva še v letošnjem letu res končana. Bilo je, ko ste že omenili, nekaj zapletov pri izvajalcu. Je pa res, da s tem samo mesto še ni v celoti urejeno z vidika vse kanalizacije, tako da bojo te aktivnosti oziroma posamezne projekti po posameznih ulicah potekali tudi še v naslednjih letih. Je treba ločiti fekalno od meteorne kanalizacije in za samo mesto je to res izjemno zahtevno delo, ob tem, da se v tem ureja vsa še ostala infrastruktura. Zdaj, kar zadeva Zgornje Poskave, mi imamo za Zgornjo Poskavo v celoti pripravljeno dokumentacijo, izdano je gradbeno dovoljenje, pripravljen razpis, ki v bistvu čakamo pa na odločbo pristojnih ministrstev, zato ker bi naj ta kanalizacija bila financirana iz evropskih sredstev. Če ne bi dobili teh sredstev, potem bi se seveda sama izvedba tega projekta bistveno zavlekla, ker bi morali iti v neko etapno izgradnjo. Govorim se, da približno okvirno o 10 milijonih evrov. Natančno bo številke znane seveda takrat, ko bo objavljen razpis. Zdaj mi že imamo več kot 1 leto skoraj to dokumentacijo na Ministrstvu za okolje, tam te stvari pregledujejo in jaz upam, da bojo končno torej pregledali do te mere, da bojo lahko stvari spravili naprej in moram priznati, ni pa to težava samo naše občine, to je generalni problem v Sloveniji, da skoraj težko razumem, zakaj ti postopki res tako dolgo potekajo in glede na to, da se tudi prijavljanje projektov, kar se tiče te finančne perspektive izteka, se bodo morali na Ministrstvu za okolje in tudi ostali, ki so v to aktivno vključeni, odgovorni nazadnje, nekoliko bolj potruditi. No, jaz upam, da bomo čim prej to odločbo končno dobili, objavili razpis in da bo tudi ta investicija v naslednjem letu lahko aktivno stekla. Res je, da že zdaj kar nekaj časa to ponavljamo. Jaz tudi lahko razumem, da ljudje to težko razumejo, tudi sam težko razumem, če ne bi bil direktno involviran v vse postopke, v številne sestanke, tako rekoč skoraj tedenske, je to nemogoče razumeti in
Na tem delu bo potrebno v Sloveniji pa verjetno še kaj tudi premakniti. Ko smo ravno pri komunalnih zadevah, v začetku septembra je prišlo do menjave v vodstvu Komunale Slovenska Bistrica. Dolgoletnega direktorja Blaža Gregoriča je kot vršilec dolžnosti nasledil Maksimilijan Tramšek, predsednik nadzornega sveta. Ob prevzemu funkcije je Tramšek napovedal revizijo poslovanja in smernice za sanacijo in zmanjšanje negativnega poslovnega rezultata. So prvi rezultati že vidni? No, zdaj to vprašanje so bolj vprašanja za aktualno vodstvo Komunale. Dejstvo je, da je pač prejšnji direktor odstopil, dejstvo je, da so, kot ste že sami omenili in to tudi izkazujejo poročila, bili nekaj negativni trendi. Zdaj, to novo vodstvo ali pa torej ta novi direktor še relativno kratek čas izvaja te aktivnosti, ampak se po mojem vedenju so določeni premiki v pozitivni smeri že bili narejeni. Seveda bomo nekoliko več vedeli o tem pač konec leta, ampak kot sem že omenil, v vseh razgovorov, ki sem imel, stvari se obračajo v pozitivni smeri. Bi pa rad ob tem posebej pozoril na eno področje, ki zadeva tako, kot sicer so ostala, pravzaprav vse nas tukaj v občini Slovenska Bistrica, ampak to še posebej ne. Gre za ravnanje z odpadki. Zdaj na tem področju in reševanje te problematike so nekako, recimo lahko bi to zajemali na nekih 3 nivojih. Za en del je seveda ta, da ta zadeva v Sloveniji ni sistemsko rešena. To je res realno problem. Zdaj druga stvar je, ko govorimo o reševanju tega pri nas Slovenski Bistrici, je to, da je mogoče poiskati neke notranje rezerve in te se tudi iščejo zdaj v tem delu in jaz sem prepričan, to je vedno možno in tudi ta del jaz sem prepričan, da bo postorjen. Tretji del je pa tisti, ki ga moramo mi postoriti sami, vsi občani in občanke. In moram reči, da tu pa smo še zelo daleč od nekega normalnega pristopa. In ne samo to, jaz imam občutek, da se naš odnos v tem smislu do okolja pravzaprav slabša. In bo treba marsikaj narediti tudi z vidika ločenega zbiranja odpadkov, z vidika odlaganja in z vidika torej tega, da bomo res stvari peljali na način, da ne bomo obremenjevali narave. Na eni strani se to odraža seveda v res packah, če hočete, in v mestu in še kje. Po drugi strani pa to nam vsem skupaj, tudi nam v končni fazi povzroča dodatne stroške. Zdaj, kar nekaj dodatnih teh informacij je bilo objavljeno tudi skozi torej ta naš oziroma to občinsko glasilo. Jaz predlagam, da ljudje to pogledajo, da se tega držijo, če želimo kaj narediti na tem področju konkretno naprej, se bo treba potem tega držati. In v prihodnje bo treba speljati na eni strani seveda neko kampanjo še enkrat, dodatno seveda od vrtcev, šol, seveda do vseh ostalih na to opozarjati, na drugi strani bo pa verjetno potrebno kako sankcijo pa kako kaznovanje pa na tem področju tudi speljati. Na zadnji seji občinskega sveta so svetniki ponovno razpravljali o problematiki priseljevanja tujcev. Ugotovili so, da njihov nedavni poziv vladi k spremembam in dopolnitvam zakona o tujcih ni dosegel pravega napredka. Zdaj so predlagali tudi spremembo odloka o določitvi šolskih okolišev. Kakšne so pravzaprav možne rešitve? Glejte, če mi želimo zagotoviti pri nas neko normalno sobivanje, in to ni samo torej ta tema ni samo aktualna pri nas v Slovenski Bistrici. Mogoče v nekaterih drugih mestnih okoljih, vse po meni znanih podatkih, še bolj. Ampak mi smo tu doma. Je potrebno zato nujno vpeljati neke sistemske rešitve, na katere iz strani naše občine, tudi mene osebno opozarjamo, vladne inštitucije, pa ne zadnje mesece, pa ne zadnjo leto, ampak že kar nekaj let, vendar se stvari ne premaknejo. Tudi ne v tem sistemskem smislu. Zdaj, potem, ko se je vključil tudi občinski svet z vsemi temi sklepi in če pogledate odziv, lahko ugotovimo, da sta dve pristojni ministrstvi se sicer nekoliko odzvale na zelo mlačen način, ministrstvo za delo se praktično niti ni odzvalo. In to je bil tudi razlog, da so se sklepi še enkrat ponovili in še enkrat naslovili na seveda tiste, ki so za to pristojni. Zato, ker je potrebno nekatere stvari v smislu zakonodaje spremeniti. Pa še enkrat ponovo. Absolutno je potrebno zagotoviti to, da bodo učenci, ki bodo obiskovali naše šole, torej
znali slovenski jezik. Znanje slovenskega jezika mora biti obvezno in če mene vprašate, če govorimo že o pravicah učencev, je to tisto, kar je njihova pravica, ker če ne znajo jezika, ne morajo slediti pouku in obremenjuje vse ostale. Drugi del so še vedno, če mene vprašate, bivalni pogoji, nevzdržno je, čeprav inštitucije zagotavljajo, da ni tako slabo, ampak vseeno, vsaj to, kar ugotavljamo, tako vizualno, da lahko na enem zelo, stanuje toliko in toliko oseb, kar je verjetno iz vidika nekih normalnih bivalnih pogojev nemogoče. In tretja stvar so še enkrat socialni transferi. Jaz seveda, to pa velja generalno gledano, jaz seveda razumem, da so do socialnih transferov res upravičeni tisti, ki imajo zdravstvene in še kakšne težave. Ampak, glede na število brezposelnosti, na eni strani, glede na število manjkajočih ljudi za delo, kar mi razlagajo v gospodarstvu, bi bilo nujno nekatere stvari tukaj potrebno spremeniti. In najmanj, kar bi bilo potrebno narediti, je to, da bi za vse tiste, ki so v takšnem stanju, da lahko delajo, torej uvedli obvezno in so na socialni transferi uvedli obvezno družbeno koristno delo. Zdaj, neki predlogi, ko sem videl, so v državnem zboru v tem času bili, bomo videli, kakšen bo uspeh, ampak jaz mislim, da so ti predlogi še premalo ambiciozni. Zdaj, vsa ta kampanja je sicer imela nek rezultat v tem, da so na naših šolah dobili določeno število dodatnih ur za poučevanje slovenskega jezika, vendar to ni taka sistemska rešitev, ki bi bilo potrebno narediti. Kar pa zadeva seveda šolskih okoliščev in neke enakomerne porazdelitve tujcev po šolah, se s tem seveda strinjam, vendar tudi to ni, in k temu bo se sigurno pristopilo, vendar tudi to ni neka sistemska rešitev, ki bi v srži reševala problem sobivanja normalnega življenja tukaj pri nas. Svetniki so potrdili naložbeni projekt za vrtec Kebelj. Na Keblju bodo tako prihodnje leto začeli graditi prizidek k osnovni šoli, v katerem bodo zagotovili dodatne prostore za tamkajšnji vrtec. Končuje se izgradnja vrtca v Laporju, pred kratkim ste namenu predali tudi nov vrtec v Oski ulici. Po zaključku vseh teh naložb bodo v občini pogoji za predšolsko vzgojo res na visokem nivoju. Na to ste pravzaprav lahko ponosni. No, saj to je v končni fazi tudi naša naloga in tudi prav je, da tudi naši najmlajši imajo neke primerljive pogoje v tej času vrtčevskega bivanja, čeprav jaz tudi vedno poudarjam, da je to čas, ki mora biti namenjen primarno seveda za igro. Jaz sem pa prepričan, da je ne samo, da imajo primerljive, da imajo pri nas vsaj standard, ki je v Sloveniji na najvišjem nivoju. Mi smo v mestu Slovenska Bistrica z odprtjem tega vrtca tukaj v Oski ulici tudi praktično zaprli tiste neprimerne prostore v blokih. Obdržali so se še samo eni rezervni prostori v primeru, da bi pač bila populacija še večja. In tako ste omenili z Laporjem in po tem prihodnjem letu s Keblom se praktično to območje zapira. S tem je rešen problem predšolske vzgoje v trenutnem okviru, seveda ob neki pozitivni demografiji, bo pa verjetno tukaj potrebno še kaj v prihodnje tudi postoriti in k temu se bo tudi pristopilo. Moram pa reči, da nismo samo postavili relativno visokega standarda na nivoju predšolske vzgoje, ampak tudi, kar se tiče samih osnovnih šol, kjer smo zavezani, tudi tam mislim, da je standard zelo primerljivo na visokem nivoju kot drugod po Sloveniji in v vrhu. Res pa je, da tam še nekatere investicije tudi še potekajo. Recimo, v tem trenutku je zaključena investicija v kuhinjo, v drugo osnovno šolo in v prihodnje bo potrebno tam še dograditi za eno paralelko, tudi v povezavi z neko bolj enakomerno porazdelitvijo učencev tukaj v mestu Slovenska Bistrica. Občinski svet je sprejel tudi naložbeni program za obnovo mestnega kopališča. Do prihodnje sezone bo bazen v novi sodobnejši preobleki. Ja, gledajte, mi smo to investicijo zastavili na način, da pač kopalna sezona ne bi bila nič prizadeta. Jaz upam, da bo realizirana investicija v tem času, da bo tudi narava toliko prijazna, da bodo lahko gradbeniki to končali. S tem na nek način končujemo recimo
prvo fazo obnove tega bazena, ki ima nastavke tudi za prihodnje, recimo za neko prihodnjo fazo, ki pomeni delno ali pa pokritje bazena, to bi naj omogočalo. Ob tem seveda pa so še v tem območju seveda nekatere druge investicije, tudi še dodatno igrišče v bazenu je predvideno, zapira se na drugi strani igrišče, ker so ta igrala za otroke, tam bi naj bil tudi ta steza, mislim, da se je včasih temu reklo pump track, zdaj se reče nekoliko drugače že menda, pa se trenutno ne spomnim izraza, tako da se bo ta stvar zaprla. No in seveda preko ceste je zelo aktualno parkirišče, zdaj kar se tiče tega parkirišča na območju v tem trenutku, torej teh vrtov, potekajo že projektiranje. Je pa res, da tu verjetno potrebno, dve omejitvi sta delno, ne, na ene strani zelo ostre pogoje postavlja Zavod za zaščito kulturne dediščine, na drugi strani pa je to potrebno tudi okoljevarstveno soglasje, ki dodatno zaostruje te pogoje. Ampak jaz se upam, da bo ta papirnata vojna čim prej končana, da bomo lahko to tudi realizirali, ker to parkirišče ni namenjeno samo recimo zdravstvenem domu, čemur je namenjeno tudi kopališče, namenjeno seveda tudi tem. Torej tudi bo obnova športne dvorane. No in s tem je tudi povezana obnova športne dvorane, namenjeno je seveda tudi torej in športni dvorani in tudi, če hočete, športnemu centru kot celoti, ker je vedno manjkanje seveda te parkirišče. Zdaj, kar zadeva obnove športne dvorane, mi v tem trenutku tudi, kar se tega dela tičemo, že izdelujemo dokumentacijo, tako da jaz računam, da bo nekje drugo leto ta dokumentacija končana in bomo poskušali tudi tu iti v obnovo te športne dvorane na način, da bi seveda torej aktivno delovanje športov bilo čim manj prizadeto, seveda se pa temu v celoti ne bo mogoče izogniti, to pa je sigurno. Ampak jaz razumem, in jaz upam, da bodo razumeli tudi športniki, da je pač potrebno nekaj vložiti, da potem nekaj imaš, dejstvo je pa, da je športna dvorana res nujno potrebna obnove. Ob koncu pogovora pa še vaš komentar zadnjega predloga pokrajinske zakonodaje. Skupina za pripravo te zakonodaje zdaj predlaga 10 pokrajin s posebnim statusom z 2 mestnima občinama. Kakšno je torej vaše mnenje? Glede, jaz nikdar se kaj dosti ne ukvarjam z samo to delitvijo, členitvijo Slovenije, bom jo pa vseeno nadaljevanju komentiral, bi pa prej opozoril na vsebino. Ne samo, da mi zagotavljamo tu, recimo, iz vidika občin, ki peljejo na nek način tudi to pobudo, v veliki meri, pa z vidika državnega sveta, pa z vidika politike, pa z vidika stroke. Vsi ti ugotavljamo, da je decentralizacija Slovenije nujno potrebna. Nazadnje sem gotovo, da to ugotavlja tudi gospodarstvo. Vi ste danes priča, recimo, selitvi sedežev firm v center Slovenije, res tisti, kjer so tujci lastniki, in tudi to dovolj zgovorno govori o tem, da je Slovenija zelo centralizirana in da je tu potrebno narediti nek sistemski premik naprej, da so vsi ostali ukrepi in zakon skladne regionalne razvoje, ki ga sicer v Sloveniji imamo, in še kaj, niso do zdaj prinesli namene sistemske rešitve, oziroma obratno, stvari se centralizirajo, razkorak med razvitimi in nerazvitimi se povečuje. In zaradi tega je potrebno nujno speljati torej decentralizacijo in zdaj, če nekdo pozna boljšo rešitev, jo lahko da na mizo, ampak jaz druge rešitve, tudi izkušenj kot ustanovitev pokrajin, ampak vse v pravem smislu besede, torej, da ne bodo pomenili neko dodatno administracijo, ampak da bodo pomenili selitev nalog skupaj s finančnimi viri in skupaj s kadri iz, recimo, če hočete, centra Ljubljane širom po Sloveniji. To pomeni ta del. In zato je po moje potrebna paralelno peljati členitev z vsebino. Nič nam ne pomaga seveda ustanovitev pokrajin, ki bi bile prazne. Ob ustanovitvi, če vprašate mene, mora se vedeti tisti osnovni nabor nalog, ki bodo pokrajine izvajali. Nenazadnje boste tudi vi kot državljan Slovenije želeli to vedeti, ker sicer ne boste vedeli, zakaj to zelo počnemo. In ta del je zdaj na preizkusu, zato ker je tu na preizkusu pa seveda vladna garnitura,
koalicijska garnitura in politična garnitura, ker ustanovitev pokrajine pomeni, da se mora državni nivo nečemu odpovedati, tistemu, kar se prenese nazdol. Zdaj pa še kar zadeva členitev. Mi v Sloveniji imamo, ne v Sloveniji, tudi v Sloveniji, v tem trenutku, ampak se da statistično administrativno selitev, ampak na evropski ravni v principu členitev na dveh delih. Med državnim nivojem pa med občinskim. Imate NUC 2 nivo, dežele recimo so to, ker je povprečje nekih 800 000 prebivalcev zapisano na posamezno tovrstno regijo. In potem imate NUC 3 nivo, to so departmaji, becirkvi, karkoli po Evropi. Pri nas je te 12 statistično razvojnih regij, na NUC 2 pa tisti dve, vzhodna in zahodna Slovenija. Če želimo narediti neko decentralizacijo v smislu nekega bolj enakomernega razvoja, potem pride v poštev seveda ta NUC 3 nivo, ki govori o povprečju 150 000 prebivalcev, ki na nek način zagotavlja razvoj tudi vzhodu, recimo Prekmurju, zagotavlja razvoj severu, gorenjski, koroški, ki zagotavlja razvoj tudi jugu, dolenjski, primorski in še komu. Zdaj, minimalno število, ki to pokriva, iz mojega vidika, vezano na stroko, vezano na geografijo, vezano tudi na zgodovino, tudi tega ne smemo pozabiti, čeprav je vsa tista osnovna vsebina regionalni razvoj najbolj pomembna, ampak vseeno govori o 9 regijah. Zdaj, ali bo ena več zaradi tega, ali pa ena manj, tu neke težave ni iz vidika, če me ne vprašate, prenosa nalog. Tudi ni problem, če bo ena izmed teh pokrajin imela pač nekaj manj števila prebivalcev kot 100 000, ker gre za to, da bodo z vidika avtonomije imele pokrajine moč samostojnega odločanja tam, kjer so pristojne. Če ne bomo tega naredili, pa nismo naredili prav ničesar. In jaz samo upam, da bo ta projekt seveda naprej še zdaj tudi kontinuirano tekel in da ne bo aktualni politiki pač neki zapleti okrog teh seveda mej, ker tu pa rabite dvotretjinsko večino, izgovor, kot je bil v preteklosti, da se pač pokrajine ne ustanovijo. Ker še eno stvar je treba vedeti. Idealne rešitve ni. Idealne rešitve, s katero bi se vsi strinjali, ni. Vendar mora biti potem neka črta, do tu se lahko gre, nazdol pač ne. Odgovornost pa, gledajte, ne more prevzeti drugi kot aktualna politika, ki mora konkretno ta zakon potrditi za dvotretjinsko večino. In še ena stvar, izgovori, da ni politične volje, pri meni ne vžgejo. Če se strinjamo vsi o tem, da je regija potrebno staviti, ker jih narekuje razvoj Slovenije v prihodnje, potem je pač v ta zakup potrebno vzeti celoten paket. Tudi neko odlaganje, pa postopnosti, pa končanje tega projekta leta 2030, pa še kdaj vodi v rešitev, ki je lahko prepozna. Zaradi trendov, ki so v tem trenutku prisotni. Mi imamo danes selitev dnevnih migracij v center, na naši strani pa še selitev tehnične inteligence preko meje, ampak te generacije se danes dnevno migrirajo, jutri več ne bodo migrirali, pa bodo tam ostale in prostor se bo v celoti spraznil. In bi bilo škoda, da ne bi mi v Sloveniji vseeno izkoristili te situacije, ki imamo in ta projekt zapeljali. Jaz upam, da bo pač ta stvar realizirana, bomo pa videli in pustimo se preseneti, čeprav to ne bi smelo biti presenečenje, to je nuja. Res je, da imamo mi pokrajine zapisane v ustavi, vendar je bolj pomembno, kot da so zapisane v ustavi, ker ustavo lahko spremenite, to, da mi pokrajine zaradi razvoja Slovenije prihodnje in zaradi tega, kako bomo prihodnje živeli, potrebujemo. Gospod župan, hvala za pogovor in uspešno delo še naprej. Hvala tudi vam. V naše kinematografe prihaja nov slovenski film, ki govori o drugi svetovni vojni in partizanskem boju proti okupatorju na Menini planini.
Gre za film z naslovom Preboj, ki so ga posneli na podlagi knjige Past na Menini planini Franca Severja Frante, tedanjega partizanskega komandanta. Ustvarjalci filma posebej poudarjajo, da film nima nobene politične note, gre za boj partizanov proti okupatorskim vojakom. Snemanje filma so omogočili prostovoljni prispevki blizu 1000 posameznikov. Režiser filma je Ptujčan Dejan Babošek, v glavni vlogi pa nastopa igralec Domen Valič. Zelo lepo je videti, kako ste se zbrali v tem velikem številu. To sem se sam tudi spraševal, kako sem prišel do te zgodbe, ali je ta zgodba prišla enostavno do mene v nekem trenutku, ker se je vse skupaj zgodilo tako spontano na proslavi 70. obletnice Zveze borcev lansko leto, ko že skoraj nisem hotel iti in potem sem vseeno šel, to je bilo eno nedeljo dopoldne in tam srečam enega prijatelja, ki mi je to zgodbo povedal v trenutku, ko se je Franta na zaslonu pojavil in je nagovoril občinstvo, ker ni mogel biti prisoten. In tako se je začela ta zgodba. In ja, nekako mora biti ena velika zmes ljubezni in norosti do filma, da se potem lotiš tak projekt, posebej v takih akcijskih pogojih, kot smo ga mi ustvarjali z zelo nizkim budžetom in na naravnih lokacijah v res ekstremnih pogojih. Ampak še zmeraj smo imeli veliko boljše pogoje, kako so jih imeli borci 75 let nazaj. Kot smo že omenila, ko si slišal za zgodbo, se odločil, to pa mora postati film. Kako si se lotil kadriranja oziroma kako si poiskal igralce? Si imel kakšne posebne razloge za izbor posamičnih vlog? Ja, tako, če začnem pri prisotnih igralcih, z Denisom smo sodelovala po mojem kratkem filmu Strah, kjer je igral glavno vlogo in me z svojo igro zelo navdušil in sem vedel, da ima v prihodnje še sodelovala. In ko sem bral knjigo Franca Severja Frante, vidim sliko Francija Bere iz tistega časa, partizanov in tako, pa ta je isti kot Denis Bilaš, on bi bil bolj primeren, se posvetujem z Darjo in ena je bilo takoj dva. Z Darjo sva tudi že sodelovala, z Domnom prej nisem sodeloval, ampak smo par mesecev prej snemali en glasbeni spot, kjer je igral eno dramatično vlogo in sem videl, da ima veliko ene igralske moči in globine, ne samo v vlogah, ki ga ljudje poznajo, bolj humornih in voditeljskih. In ko sem videl Olje na platno v Franti doma, ko sem snemal intervju, Franta iz mladosti, sta se zelo podobna bila in tako se je začela ta zgodba, z Jernejem Gašperinom in Lovrom Zafredom, ki igrata borce, smo se poznali že prej, Ano Špik sem pa videl v eni gledališki predstavi in je padla v to. Dejan, jaz sem slišal, da bi naj nastal tudi dokumentarec, to drži, oziroma da razmišljaš o tem, da bi stvari? Ja, v bistvu se je vse skupaj začelo z idejo igrano dokumentarnega filma, saj se nismo v osnovi glede na tako kapaciteto zgodbe tega dogodka sploh predstavljali, da bi se vrgli v igrani film od samega štarta. In nekako bilo planirano 50% intervjujev z živimi borci, kar smo jih že lansko jesen posneli, in druga polovica igrani prizori, ki bojo film dopolnjevali. In ko sem projekt ustvarjal naprej, je toliko evolviral, da ko sem prišel v montažo, sem imel pred sabo 16 ur igranega materiala in 5,5 ur intervjujev. In če bi šel po osnovnem scenariju delati, bi bilo 4 ure dolg film, kar je absolutno preveč za kino predvajanje in pol mi je bilo težko, da bi zdaj ena stvar rezal ven, drugo stvar rezal ven. In sem še enkrat vse pregledal in videl, da dejansko ima materijala za 2 filma, tako da smo se odločili, da najprej ustvarimo igrani film in potem ustvarjamo še dokumentarni film z igranimi vložki, ki bo pa temeljil na pričevanjih 5 borcev, ki smo jih tudi v filmu lahko videli na koncu. Lahko samo izrazim željo, da ponesete misel o tem filmu tudi naprej svojim prijateljem, znancem, da si res čim več ljudi ogleda ta film, ker mislim, da gre za eno pomembno zgodbo, za en pomemben dogodek naše zgodovine, ki dejansko ne sme iti pozabo. Film si je bilo mogoče ogledati v organizaciji Združenja borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica v petek, 8. novembra, v kinodvorani DPD Svoboda. Dvorana je bila nabito polna, morali so celo odsloviti kakšnih 50 obiskovalcev. Po predvajanju filma so organizatorji pripravili še pogovor z nekaterimi akterji filma. Poleg režiserja Dejana Baboška so sodelovali še igralci Denis Bilaš,
Tjan Premzl in Darja Krhin ter aktivna udeleženca te bitke Valerija Škrinjan Tvrs, partizanska šifrantka in domačin Franc Bera, sicer takratni osebni kurir komandanta Franca Severja Frante. Jaz sem izredno presenečen tudi na tem, da je on prav Menino planino izbral za ta svoj, ker on je vendar bil 4 leta že partizan in že preživljal pravzaprav takrat na Menini 4. zimo. In ta je bila tudi za nas najhujša. Tako da jaz se z filmom, jaz ga danes drugič gledam, se izredno strinjam z tem, kar je bilo, kar je v filmu povedano. Morda še nekatere zadeve, kar se Severja kliče, kar ni v filmu zajeto. Mi smo na Menini planini ti preboje imeli. Prvega, ki je prikazan v filmu, drugi preboj, ki smo ga naslednji dan opravili, ker smo se hoteli umakniti preko Črnivca na veliko planino, vendar nam tudi to ni uspelo in smo sumili na to, da so Nemci odkrili naše šifre in da so točno vedeli, da so nas obakrat takrat prvič pri Motniku napadli in drugič tudi tam. Tako da meni je iz Menine planine najbolj ostal ta, kar tudi v filmu ni zajeto, ta govor, ki ga je Sever imel pred tem, ko smo učili na ta tretji pohod. To je bil izredno težek, to je dobrih 6 ur je trajalo, predno smo mi prišli v toliko, da smo se rešili snega. To je bila prisojna stran Menine planine in seveda takrat tudi to pa je v filmu bilo prikazano, kako je en obveščevalec šel, ker je zelo poznal tam in je pri eni družini zajalo in so bili zelo zaprepaščeni, da niso, kako smo sploh tam, da je dolina zasedena in da so v vasi pred nami dol v Čečnicah domobranci in ampak Severja in nas to ni oviralo, mi smo seveda šli naprej. To vse je pa v filmu prikazano in ste to videli. Tradicionalno martinovanje na prostem je v ponedeljek 11. novembra na Trg Svobode v Slovenski Bistrici privabilo veliko število prebivalcev. Na stojnicah pod šotorom so se predstavili posamezni vinogradniki in gostinci, ki so ponujali mlado vino in kulinarične dobrote. Na osrednji prireditvi so spregovorili Darja Bolha, predsednica konzorcija Ritoznojčan, Jože Pečovnik, predsednik Društva vinogradnikov Ritoznoj in dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica.
Člani društva vinogradnikov Litoznoj so pripeljali sod z vinom, ki so ga po blagoslovu, ki ga je opravil diakon Janez Ajd, razdelili med obiskovalce. V bogatem kulturnem programu so nastopili godci iz Potinja, harmonikari Nina Jamnika, člani folklorne skupine Klasje Kut Štefana Romiha, Čerešnjevec in vokalna skupina Košuta Pokoše. Za zabavo sta poskrbela ansambla Fretari in Žargon. Za vse poštarje. Zakaj? Ker imajo dan stavko, baje. Te pa dajmo za poštarje. Vsak dan je zraševala, če pismo je prišlo, od njega
Tradicionalno martirovanje so pripravili občina Slovenska Bistrica, Rit Slovenska Bistrica, konzorcij Ritus Nojčan in društvo vinogradnikov Ritus Nojčan. Policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica so v času od 4. do 11. novembra obravnavali 16 kaznivih dejanj, od tega 3 velike vlomne tatvine, 3 poškodovanja tuje stvari, 1 tatvino, 2 grožnji, goljufijo, obremenjevanje okolja, preprečitev postopka dokazovanja, 1 požig, 2 povzročitvi lahke telesne poškodbe in zlorabo bančne kartice. Spodnja Nova vas. Neznani storilec je vlomil v stanovanjsko hišo skozi okno v pritličju in povzročil materialno škodo v znesku 200 evrov. Slovenska Bistrica. Neznani storilci so na neugotovljen način zlorabili bančno kartico oškodovanca preko spleta in izvedli plačilo na območju Izraela. Policisti so bili obveščeni o 11 prometnih nesrečah. Od tega so obravnavali 5 prometnih nesreč kot prekršek, v 3 primerih so odstopili od ogleda kraja prometne nesreče in udeležencu izdali pisno obvestilo. 3 nesreče pa so zaključili z uradnim zaznamkom. Zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov so podali 2 obdolžilna predloga na okrajno sodišče v Mariboru, začasno so vzeli tudi 4 vozniška dovoljenja. Enemu vozniku so zaradi storitve hujšega prekrška zasegli osebno vozilo in s tem preprečili nadaljnjo kršitev cestno-prometnih predpisov. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti opravili 5 intervencij. Ob tem so pri 2 intervencijah evidentirali kaznivo dejanje povzročitve lahke telesne poškodbe. 3 intervencije pa so zaključili z uradnim zaznamkom, saj niso bili ugotovljeni elementi prekrška. Obravnavali so tudi prijavo 2 pogrešanih oseb, 1 delovno nesrečo in 2 kršitvi po zakonu o zaščiti živali. Spoštovani gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica, to je tudi vse, kar smo za vas pripravili v tokratni tedenski informativni oddaji Bistriški tednik. Prijazen pozdrav in vse dobro do prihodnjič.